Dober večer vsem. Še malo in bo Martinovo. Zelo veseli smo, da nas gostijo ti lepi, slikoviti prostori Madžarskega kulturnega centra Franca Lista. Še bolj veseli bi bili, če bi se srečali v živo. Jaz imam zdaj samo to veselje, da lahko v živo pozdravim profesora doktorja Janeza Bogataja. Dober večer. Pozdravljeni, ki nam bo osvetlil to bogato tradicijo Slovenije in Madžarske, postavil ta praznik tudi v evropski kulturni kontekst. Zasnova dogodka je nastala na pobudo direktorice Madžarskega kulturnega centra v Ljubljani, gospe Dubravke Molnar-Gabor, v sodelovanju s profesorjem na lektoratu za madžarski jezik, Tamašom Kružlicem, in to je v okviru programa finančna podpora temu dogodku je v okviru posebnega sklada za gostujoče profesorje madžarske kulture in tudi v sodelovanju z atašejem na Madžarskem inštitutu, kulturnim atašejem, gospodu Danielom Erdelhedžijem. Ta pogovorni večer je bil sprva zasnovan kot pogovorni večer z vinskim doživetjem, ker to je pravo Martinovo, ne? Vino je praksa. Ja. Zdaj vem, da se to vinsko doživetje preselilo v domove. Tudi midva imava nekaj tega globoko rdečega rubinastega madžarskega vina pred sabo, ki nas zvonjem že spravlja v to Martinovo vzdušje. Rdeča sorta in sicer Cabernet Sauvignon. Ja. Iz Viljamija. Ja. Danes se srečujemo na zelo sodoben način, virtualen način, ta način nove realnosti, ampak govorili bomo o zelo tradicionalnem prazniku. O prazniku, ki je z nami že stoletja, ima tudi že zdaj danes govorimo o prazniku svetega Martina, ampak ima tudi še predkrščanske izvire. Ni nazadnje gre za praznik, ko se jesen končuje, ko se končuje rodovitna letina. Ja, to nesporno drži. Vse raziskave, ki so bile do zdaj upravljene, ne samo v Sloveniji, tudi drugod po Evropi, kažejo na to, da gre za pomemben praznik letine. To se pravi, da ni ta praznik imel takega namena, kot ga ima danes, da se praznuje vse v zvezi z vinom in vinsko kulturo, ampak seveda z vsemi plodovi, ki jih je narava dala in ki jih je človek ustvaril s svojim delom v tej naravi. Tako da so že v predkrščanskem obdobju, to se pač hipotetično postavlja, praznovali neko obdobje, ki ga imenujemo obdobje zaključka letine. In jasno, tam, kjer je bila vinska trta, je bila ta letina povezana z vinom, tam, kjer je bilo žito z žitom, tam, kjer so bile buče, pa z bučami, recimo. Tem, kjer pa je bilo oboje, pa za vsem tem, ne? Tudi s pastirskimi kulturami se je to povezano, z zaključkom pašne sezone, nekoč so prav ta datum nekako konec novembra. Približno, ja, je bilo to konec pašne sezone, tako kot je bilo ponekod na Jurjevo začetek pašne sezone. In nekako je menda nek drug zakon, nenapisani zakon pa še veljal po 11. novembru, je menda bilo dovoljeno ponekod po Sloveniji pasti živino vse povsod, se ni bilo več treba držati. Ja, tako ni bila, ker pašne pravice so bile strogo določene, a ne. Po 11. novembru je bilo pa to odprto in so lahko še popasli tisto, kar je pač ostalo, ne. Tudi so rekli včasih temu Martinovemu, menda je to slovel kot jesenski pust. Pust, ja. Ja, pust pa zaradi tega, ker je bil čezmerno ta praznik nasičen z raznimi prehranskimi dobrotami, ker konec koncev, če je bila letina dobra, je bila potem tudi ta pogostitev temu primerna. Tako da poznamo seveda celo vrsto posebnih poimenovanj, recimo eden starejši slovenski vir govori za Haloze, da so tam praznovali Martinov nasonjak ali nasajak. Zdaj, starejši kolege so ugotovili, da naj bi to izviralo iz besede saja, kar je pomenilo zbor gospodarjev. In se pa to spet povezuje s tistim, kar ste omenila malo prej, se pravi s koncem paše, kajti vemo, da paša je bila zelo strogo določen sistem in vedno so na pomlad se gospodarji zbrali in določili pravila paše
in na jeseni potem ugotovili, naredili neke vrste inventuro. Ne. Sej, v bistvu martinovanje je inventura bila, medtem ko Božič je bil pa načrtovanje, ne, je bil pa pogled naprej, medtem ko martinovanje pa nazaj, ne, so pogledali, kako je kašča napolnjena. In nekako so se odločila številna ljudstva po Evropi, da so v tem dobrohotnem zavetniku, svetem Martinu, našla tudi nekega patrona tega praznika. Ja, v bistvu je krščanstvo tukaj sam nadomestilo pravzaprav z malo drugačno ikonografijo, seveda, tisto, kar se je izvajalo že v predkrščanstvu in recimo neko poročilo tam še iz 6. stoletja za Galijo pripoveduje, da je moral en koncil, cerkveni koncil, prepovedati čaščenje malikov. Si predstavljate, 6. stoletje, 6 stoletij že, oziroma 5 jih je že za nami, za njimi bilo in so še vedno častili neke predkrščanske malike. To se pravi, da so te tradicije bile zelo krčevite. Niso potekale tako, bi rekel, hitro in dinamično kot v tem našem norem, norečem svetu, ko se iz dneva v dan stvari spreminjajo. Ko si praznik zmislimo z danes na jutri. Tako. Ampak meni je pa zanimiv ta lik tega svetega Martina, ki je en najbolj dobrohotnih, blagohotnih zavetnikov, je tudi svetnik, ki ni bil mučenec, kar je zanimivo, je bil tudi za življenja zelo ljubljen. Dobrohoten Martin se je rodil v Panoniji, v Sombateju Mađara. Leta 316 v Sabari, po latinsko, sicer pa Sombatej po mađarsko, ampak po slovensko pa Sombotelj. Sombotelj, Sombatej. Še danes je seveda sveti Martin zavetnik cerkve v Sombateju. In bi vse, ki nas gledajo po spletu, če še niso bili v tem mestu, svetujem en krasen nedeljski ali pa pač izlet, enodnevni izlet z obiskom odličnega muzeja v Svetem Martinu v, bi rekel, ambientu cerkve v tem kraju. Ja, in Sombatej je seveda čez mejo 100 km približno oddaljen od slovenske meje. In ne samo, da je seveda v Sombateju cerkev svetega Martina, sveti Martin je zelo priljubljen zavetnik tudi v slovenskih cerkvah. 94 cerkev je cerkev, to je kar lepa številka, od tega 43 župnijskih cerkev, predvsem v srednji Sloveniji. Ampak kaj še vemo o svetem Martinu? Leta 2016 smo praznovali 1700. obletnico rojstva in bil je kar nekaj dobrih dejanj imel. Ja, takrat sta se dve stvari pomembni zgodili. Izšel je en dober zbornik znanstvenih prispevkov o svetem Martinu. Išla je knjiga. Ena zelo zanimiva knjiga, Martinov praznik, ki seveda avtor je profesor Bogataj, v sodelovanju z Dušanom Brejcem in kuharskim mojstrom Janezom Bratožem so pač tri aspekti tega praznika obdelani. Praznični aspekt, potem vinski aspekt, ki se mu tudi seveda posvetili, in kulinaričen. Kulinaričen, ja. No, tako da to je bilo takrat. Pa še ena zelo pomembna zadeva. Takrat je bila dokončno postavljena Martinova pešpot in sicer po vseh krajih, pokrajinah, boljše rečeno tudi, po katerih se je Martin za časa svojega življenja, bi rekel, premikal in vsaka država na tej poti, od francoskega Tura pa do Jadranske obale, ima v enem od mest, ponavadi to glavno mesto, ima tako imenovano Martinovo stopinjo. Se pravi, odtis bose noge, stopala boljše rečeno, in to je v bistvu znamenje, da v tej deželi poteka tudi Martinova pešpot. To je druga taka, ali pa tretja zelo popularna pot v Evropi, poleg El Camina, v Santiago de Compostela, se pravi svetemu Jakobu, in pa Via Francesena, ki poteka iz Canterburyja do Rima, recimo. Ja, Martinova pot pa od Mađarske do Portugalske, 2500 km je te poti. Kaj je zanimivo, ko se poglobimo v življenje tega svetnika, oziroma
kaj pač vemo o njem, je veliko potoval že za življenje. On je bil v Sambotelu rimskim staršem, so bili, in potem je šel v Pavijo, da sta bila starša pogana, ne? Ja. In sta se šele kasneje krstila, ne? Potem so se pa preselili v Pavijo, Pavijo, in od tam je pa potem, on je že v Paviji se šolal, bil je vojak, ne? Je konjenik, in ravno s tem obdobjem je povezana verjetno najbolj znana legenda, ki je botrovala tudi eni od ikonografskih upodobitev svetega Martina, namreč kako sedi na konju ali pa stoji ob konju in z mečem reže svoj plašč na dvoje ter ga daje nekemu beraču, ki ga je zeblo, ne? Tako da to je, bi rekel, tisto dejanje, ki je, če upoštevamo poročila iz teh zgodnjih obdobij, je zelo odmevalo med takratnim evropskim prebivalstvom, in to je prav gotovo eden od zelo odločujočih motivov za njegovo priljubljenost. Morda še to, če dovolite, ker se mi zdi, da ne smemo na to pozabiti, ta plašč njegov se v latinščini imenuje kapela oziroma v stari latinščini kapa, in iz te besede je nastal tudi termin za malo cerkvico ali kapelo. In ta plašč, odrezan kos plašča, velja za francosko nacionalno relikvijo. Uporabljali so ga na vseh mogočih vojnih pohodih, je pa shranjen v Saint-Chapelle v Parizu, se pravi v Zlati kapeli. Skratka, vidimo, da je to, ko začnemo razpredati, kar odpira ta zgodba. No in potem se je, ko je zapustil vojaško službo, se je odločil za meniško življenje, in ne samo za meniško življenje, ampak je bil tudi misionar, ker moramo razumeti, da to je 4. stoletje, on je umrl leta 397, se pravi, da je skoraj celotno 4. stoletje živel in je ogromno misionarskega dela opravil, ker takrat je cerkev še utrjevala svojo pozicijo na evropskem kontinentu. No in pot ga je potem vodila v Poitiers, tam je bil en škof Hilari, s katerim sta navezala zelo dobre stike. Ljudem se je priljubil pa zaradi tega, ker je v eni taki borni kolibi živel. No in to je potem, ko so ga predlagali za škofa v Turu, je tudi se odločil, da ne bo v škofovski sobani prebival z vsem bliščem in tako naprej, ampak se je odločil, da bo živel v eni skromni kolibi zunaj tega obzidja, ki je obdajal Tur. Skratka, vidimo, da je ta, bi rekel, skromnost njegova, ki je bila seveda tudi povezana z njegovo duhovnostjo na eni strani, na drugi strani se je pa ravno s to skromnostjo približal najširšim množicam takratnega prebivalstva, in je tukaj treba videti tudi enega od motivov za njegovo priljubljenost. To je ta njegova široka, se mu pozna ta njegova široka panonska duša, v tej skromni dobrosrčnosti, ampak ni se potem v Turu zatekel, zdaj to je seveda apokrifna zgodba, a se ni on potem zatekel med goske, ki so ga svojim gaganjem izdale, zato ker nas pa zdaj zanima, da pridemo mi k praksi tega praznika, kako je zdaj Martinova gos priletela na naše mize. Zdaj je to tako, to je spet ena legenda, to ni nikjer izpričano, ampak pripoveduje, da ko so Martina obvestili, da naj bi postal škof, oziroma preden so ga, ko je že zvedel, da ga bodo predlagali, se je skril med jato gosija. No, to je ena razlaga. Druga razlaga je pa pač ta, da je tudi ta Martinova gos pravzaprav ostankenih poganskih
preverovan v neka božanstva poganskega časa, ki so jim prinašali na žrtvenike seveda gosi, race in druge pernate živali. Zato velja pravilo, da na martinovo se ne je svinjska pečenka, ampak se je izključno samo pernate živali, se pravi gosi, race, kokoši, peteline, purane in piščance. In v Kulturni inštitut dežele Madžarske seveda je pravi prostor, da se pogovarjamo tudi o goskah. Madžarska je ena največjih proizvajalk tudi evropskih gosjega mesa. In pa gosjih jeter, teh v maščobi, to, kar Francozi imenujejo foie gras. Tako, s polovico vse evropske proizvodnje je prav Madžarske, 30 tisoč ton gosjega mesa letno predela Madžarska. Zdaj, se pravi, ne moreva, kmalu se bova približali temu tale Martinov praznik, že sva izpostavila, da je jesenski pust. Tudi zato, ker po Martinu nastopi obdobje adventnega posta, ko se spet pripravljamo, ko se rekli božičku čas načrtovanja, tudi po pustu nazadnje nastopi post, ampak je tudi praznik, ki je zelo priročno umeščen v naši polobli, seveda v hladen del leta, začetek hladnega dela leta, ko tudi organizmu človeškemu se prileže se krepčilo tako v obliki vina, kot v obliki hrustajoče pečenke. In to je seveda tudi dobra poslovna priložnost za marsikoga, za vinsko industrijo, za kulinarično industrijo. Ja, tukaj vidimo, kako je, bolj ko gremo nazaj v preteklost, kako je bilo pravzaprav človeško življenje zelo prepleteno z lakoto in izobiljem, se pravi z delom in praznovanjem. Praznik je beseda praznik je pomenila prazen biti, to pomeni ne delati. In takrat so ljudje seveda se tudi dobro najedli, če so le imeli pogoje za to. Včasih tudi to ni bilo. Skratka, vidimo, da je to popolnoma logično, da je v tem, kot ste omenila, v tem predzimskem hladnem obdobju prišlo do ene take zadeve. Bi pa mogoče še to opozoril, prej ko so govorila o gosi, da vse te živali s svojimi kremplji praskajo nazaj, medtem ko prašič pa svojim rivcem rije naprej. Zaradi tega sem že na začetku omenil, da je Martinova inventura, ker gledaš nazaj, kaj si ustvaril, medtem ko Božič in pa zdaj tudi novo leto je pa napovedovanje, pa rinaš naprej. Tudi pri nas je veljalo, seveda še to se zdaj vem, da mi je zmeraj babica rekla, Bog ne daj, da bi na novega leta dan jedli kako perutnino, ki koplje nazaj, obvezno je spujsa, ki rine z rilcem naprej. Ampak na Martinovo pa se goske rumenijo na mizi s kostanji, z mlinci, z rdečim zeljem. Kako so pa mogoče še drugje v Evropi? Martinovo praznujejo tudi Nemci, Francozi, ampak vsak malo drugače. Ponekod so otroci v glavni vlogi. Tudi v Skandinaviji, recimo Švedi, recimo imajo velika praznovanja povezana z nadevanimi gosmi, recimo. Potem v naši soseščini del Hrvaške, potem pozna Martinov kult tudi te balkanske dežele poznajo. To se pravi, Srbi mu rečejo Sveti mrat in velja za vodjo volkov, recimo, ponekod pa za pastirja drobnice in tako naprej. Skratka, en močen preplet, bi rekel, nekih predkrščanskih sestavin, ki so se skozi stoletja počasi, bi rekel, spreminjale. Zanimivo je, da se Martinov praznik razvil ravno na dan smrti Martina, ko je svetega Martina 11.11. v Franciji, se pravi leta 397, se bi že čisto proti koncu 4. stoletja. In
tega dobrodušnega svetnika so si vzeli za zavetnika številni poklici, ne samo vinarji, ne nazadnje tudi so krojači, tudi pastirji in mene zelo zanimivo, mlinarji, tudi abstinenti. In tudi 11. danes je tudi menda svetovni dan ponekod abstinentov in Kitajci pa celo rečejo, no to je pa bolj številko povezano, to je dan samskih. Pa 11. je bila podpisana mirovna pogodba po prvi svetovni vojni, to je en tak zanimiv detajl, ko so se ljudje oddahnili te svetovne morije in tako naprej. In so šli v adventno, malo spokojniško obdobje in potem tisti, ki bi morali iti v spokojniško obdobje, niso šli. Nikoli ne grejo, ne? Ja, po nobeni vojni. Ampak kot sva že omenila, Prejli slej se je tudi ugotovil potencial tega praznika. Ta praznovanja Martinovega so bila sprva po vaseh, še iz pastirskih tradicij, tudi po Sloveniji se je ga najprej praznovalo v vaških okoljih. V zadnjih desetletjih, tudi ne nazadnje v času socializma, se je pa to nekako prevzelo v mesta, ker se je zdela dobra priložnost za promocijo vina, kulinarike. Sami vemo, da gostinci tudi imajo eno suho obdobje v mesecu novembru in mogoče tudi tu bilo, ker Slovenija je sploh zelo ekstenzivna v praznovanju. Imamo 2 Martinova vikenda, ne? Ja, seveda. Še več, ne. Mi imamo Martinov dan, Martinov teden, Martinovih 14 dni, eni pa Martinovo leto. Tistih ne zmoti nič. Ja, to je malo za šalo, ampak to v 14 dnevih pa prav gotovo, kadar pade Martinovo na soboto ali nedeljo, velja en teden pred tem dnevom pa en teden po tem dnevu. To je tako nepisano ljudsko pravilo. Drugače pa seveda je to praznovanje dobilo urbani značaj tudi šele po drugi svetovni vojni, konkretno tam v zgodnjih 70. letih 20. stoletja, kot, ko bi temu rekel, ena odslikava vinskega marketinga. Ker za prodajo vina si treba vedno nekaj izmišljati. Zdaj veste, da vsi norijo za oranžnimi vini, barikirana so že skoraj pozabljena. Svoj čas je bilo to barikiranje ne vem kako popularno. No in seveda tako je tudi s temi urbanimi martinovanji, ki so tudi produkt, bi rekel, slovenskega prebivalstva. Imamo kar nekaj, letos sicer ne zaradi korone, ampak imamo kar nekaj velikih javnih martinovanj. Recimo, če začnem z glavnim mestom, je bila navada, da se je vsako leto martinovalo na Ljubljanskem gradu. Potem Mariborčani priredijo javno martinovanje, Ormož recimo izjemno, Koper in tako naprej. Skratka, res pa je, da nastopa tukaj eno vprašanje, ali smo morali biti tudi spet taki papagaji in prekopirali tako rekoč vse sosednjega gradiščanskega, ves ta ritual s tem šemljenjem v neke škofe, redovnike, zdaj je kar cela vrsta že navadni župniki, škofi, redovniki in tako naprej. Ali spet smo naredili napako in nismo pogledali nič, kaj nam ta naša, zelo patetično to rekel, nacionalna zakladnica dediščine ponuja za to, da te stvari nadgradimo v neko sodobnejšo obliko, ki je po meri današnjega časa. Vi ste profesor etnologije, temu ste posvetili vso življenje, vse raziskave, imate ogromno znanja. Kaj nam svetujete, kako se navigirati znotraj vsega tega blodnjaka, številnih tipov praznovanj? Moram povedati, da se več ne znajdem. Tudi same mi ni jasno, kaj so zdaj ti vinski krsti, vinsko... To je moj profesor na fakulteti, če je kdo rekel v kakšni zvezi planinski krst ali pa ne vem kakšen lovski krst, ga je vrgel iz predavalnice, je rekel, dajte se malo poglobiti vendar, kaj beseda krst že etimološko pravzaprav pomeni in odkot izvira. Tako da zdaj na to vprašanje, ki ste mi ga postavila,
težko v bistvu odgovorim, ampak bom vseeno. V bistvu mislim, da je tukaj samo vprašanje vzgoje odnosa, ne, v tem primeru do tega praznika. Ta vzgoja se pa artikulira v družinskem okolju, na področju vzgoje v šoli recimo in pa na neki širši javni ravni, ne. Recimo vemo za mnoge praznike, ki smo jih tako papagajsko prevzeli z vso ikonografijo, z vso dekoracijo in tako naprej, da so k temu veliko pripomogli mediji, ne? Ker konec koncev mi danes govorimo o medijski družbi, o vizualni družbi in to se seveda vse prenaša, ne pogleda se pa recimo, kaj od tega premoremo tudi sami. In prav na področju martinovanja, ne, imamo kaj pokazati, ne? To je zanimivo, ampak ta zgodovinski spomin se je izgubil, ni pa bilo v naši naravi, da bi načrtovali neke sodobne oblike iz teh dediščinskih oblik. Se pravi, star pregovor pravi, ni važno kopirati, ampak kapirati. Ta pregovor je zelo dober, vidimo, kaj samo ena črka razlike pomeni. Točno to, ja. Skratka, gre za te izumljanje tradicije, vse v imenu nekega vinskega marketinga. In če dovolite, ker ste omenjali to besedo, to v naši stroki pač pogosto, kad uporabljamo, izumljanje tradicije, izumitelji tradicij. Mi točno vemo, kdo so bili izumitelji tradicij po drugi svetovni vojni oziroma od 70-ih let naprej, konkretno za martinovanja. A veste, tudi, če pogledamo, tudi na eni strani govorimo o vrhunski vinski in pivski kulturi, na drugi strani pa vidiš tam množico ljudi, več tisoč jih pride na neko javno martinovanje in potem s plastičnimi kozarci zajemajo iz velikega čebra mlado vino, ne, oziroma mošt, ne, in na vse zadnje vsaka roka še nekaj prispeva, ko zajame tisto zadevo. Tako da vidimo, da je tudi z tega higienskega, bi rekel, če ne občekulturnega, bontonskega smisla zadeva včasih malo zmedena. Pa je kljub vsemu pa zdaj vse te povezovanje in poudarjanje to vinske kulture, to imamo v tem tednu okoli Martinovega, imamo vinsko kulturo več čas na jeziku, ne, vinska kultura tako, drugače. Zelo radi, ja. Vinska trta ni v naših krajih od nekdaj, ne, to, ko se ta kultura vina, stara rimska, antična kultura vina, ne, je v določenem trenutku potem, ravno v času, ko je po teh krajih hodil Sveti Martin, nekako trčila ob to pogansko kulturo masti, piva, na se sreča vina in pšenica, nastane nekaj v tem mešanici, čemu rečemo ta evropska kulinarična kultura, evropska kulinarična tradicija, ampak zdaj ti naši kraji so vinorodni. Vino več ni samo stvar Mediterana. Slovenija in Madžarska obe zelo ponosni na svojo vinsko tradicijo. Sigurno. Slovenci pridelamo, imamo manjšo produkcijo, imamo 90 milijonov litrov vina na leto, upam, da sem pravo številko povedala, da se ni... To so več ali manj uradni podatki, realno je pa... Ampak tu je že kar prešteto vse tudi tisto, kar raste za hišo. Madžarska pa 300 milijonov litrov vina pridela, kar predstavlja 1% svetovne produkcije. Kar je veliko ali malo, meni se zdi kar veliko. V glavnem so na Madžarskem 70% je belih vin, 30% je takih globokih teh rdečih. Pa mogoče je še zanimivi podatek, kakšni vinopivci smo Slovenci in Madžari. Tu pa Slovenci prekašamo Madžare. Povprečen Madžar spije na leto 21,2 litra vina, povprečen Slovenec pa 35,7. Ja, v vseh svetovnih pregledih je Slovenija glede popitega vina na prebivalca, število prebivalcev, na 3. do 4. mestu. Pred leti sem si ogledal en muzej vina in vinske kulture na južnem Kitajskem, v Jentaju, in tam je prav ta podatek naveden z velikimi črkami, in so navedene države, kjer prebivalci spijo največ vina in mi smo tam na 3. mestu navedeni.
Zdaj, kako bi pa lahko recimo primerjali to madžarsko in slovensko vinsko tradicijo? So določene sorte vina, ki so tudi skupne, ker določeni deli držav imajo podobno klimo, po drugi strani Slovenija ima tudi močno goriško, primorsko vinorodno območje, madžarska vina so bolj ravninska. Ja, pa ena taka skupna točka je Tokaj, recimo, ki pomeni dvoje, ne pomeni v Sloveniji to, kar pomeni na Madžarskem. Na Madžarskem je to vino iz pokrajine Tokaj, medtem ko v Sloveniji pa to sorta, ki je izrazito mediteranska. Tako da, skratka, potem še cela vrsta drugih stvari, zlasti recimo Goričko v Prekmurju, pa tam Lendavske gorice se nekako, bi rekel, z vidika vinorodne kulture stikajo z madžarskim prostorom. Res pa je, da je vse odvisno predvsem od sestave tal tudi. Imate lahko eno določeno sorto vina, ki ima na Madžarskem popolnoma drugačne rezultate kot ista sorta v Sloveniji, ker je sestava tal drugačna. Zdaj, na Madžarskem taka gosta, temno rdeča vina, kot imamo midva pred sabo, so seveda 30% madžarskega vina je rdečega, ampak bolj so običajna, kot smo že izpostavila, bela vina, ampak s tem so tudi zelo močna ta rdeča vina in številni, ki gledajo tale pogovor, spremljajo, mislim, da imajo tudi priložnost, zato ker na koncu Martin je praktičen praznik. Mogoče povem en primer, kako sem se jaz, s katerim madžarskim vinom sem se prvič srečal in kdaj. In sicer to je bilo v zgodnjih 60-ih letih, ko sem študent bil in takrat se je dobilo v Jugoslaviji, tudi največkrat pa na Madžarskem, ker na Madžarsko se je dal razmeroma potovati, kljub vsem težavam na meji. Na Madžarskem se je pa dobilo znamenito rdeče vino, ki se imenuje bikova kri ali egri bikaver. Tako, iz egra, to sta dve besedi madžarski, ki jih obvladam še od takrat. To je prav gotovo. In tudi, ko sem hodil na seminarje za mlade etnologe, ki so jih organizirali Slovaki, prihajali so pa kolegi iz Madžarske in Poljske in vseh mogočih držav, smo tam tudi vedno pili madžarsko vino egri bikaver, ki mi je ostal tudi vizualno ta etiketa v spominu, ki je še vedno taka, kot je bila takrat. Zmeraj znova se zdaj tudi ob tem prazniku sprašujemo, kako ga pa potem praznovati. Vi ste zdaj že našteli številne pomisleke o teh najbolj množičnih, najbolj komercialno obarvanih praznovanjih. Kako praznovati ta praznik, da bo kulturno, primerno, ampak da se kljub vsemu na pravi način obeleži. To je zdaj en izziv. Recimo, ta kulinarični vidik. Če si gremo na Madžarsko, če potujemo po Madžarski, opazimo, da so te stalnice pri nas, ki so na mizi samo ob Martinovem, se pravi pečena raca, goska, mlinci, rdeče zelje, je na Madžarskem dosti bolj domača hrana, dosti bolj udomačena. Kaj še lahko v kulinaričnem smislu, kam se naj oziramo, ne nazadnje bi tudi mi radi malo ne izumljali tradicijo, radi bi jo pa malo inventirali, tudi svoje dodali k temu. Ja, sigurno. Večkrat mi to vprašanje postavljajo tudi novinarji, recimo, ker imam kakšne intervjuje in rečejo, kaj pa je to, kakšna hrana pa mora biti na Martinovo. Jaz pravim, Martinovo je praznik, to se pravi, to praznična hrana, to pomeni, da to ni vsakdanja hrana. To je zelo kratek odgovor, ampak recimo, če sva danes že parkrat omenila vse pernate živali, moramo omeniti prav gotovo še pogače, zlasti v severovzhodni Sloveniji. Tle se spet povezujemo s skupnim panonskim prostorom, medtem ko v drugih predelih Slovenije pa zlasti na vinorodni deželi Primorski pa seveda njihove praznične posebnosti. Naj povem, da je mogoče vinorodna dežela Primorska še največ ohranila stikov z dediščinskimi oblikami. In ko ste postavili vprašanje, kako praznovati ta praznik, recimo, ta praznik je imel dve značilnosti, ki sta se med seboj prepletale. Se pravi, praznoval se je na družinski ravni in praznoval se je na skupnostni ravni. To se mi zdi zelo, zelo pomembno. Recimo, ostanek te skupnosti je
zbiranje vina v Beli krajini za sosedsko Zidanico, recimo. Potem še vedno ponekod je navada, da hodijo od hiše do hiše in zbirajo vino, če se ne motim, v Kubedu na Primorskem se to dogaja. Skratka, ali pa je navada, da na nekem manjšem vinorodnem območju se vsi gospodarji zberejo in grejo od enega do drugega, malo pokušajo, se pogovorijo in tako naprej. Jaz sem vrsto let hodil na Dolenjsko, recimo v vas Kmelčič, kjer so pa vsi vinogradniki, med njimi tudi vinogradniki Pomišljaj vikendaši, se zbrali na križišču dveh cest. Tam je tudi neko razpelo postavljeno, vsak je nekaj prinesel s seboj, tam je muzika igrala, nekdo se je našemil seveda v Škofa Martina, njegov govor je bil povezan z interpretacijo, duhovito interpretacijo aktualnega družbenega dogajanja, recimo, in potem se je iz tega razvila splošna zabava. Ljudje so nazdravljali, jedli, plesali in se veselili. Ker vsak praznik ima dve dimenziji. Ima simbolno, mora imeti tudi duhovno dimenzijo, duhovni kontekst in tudi ta razposajeni kontekst. Recimo veliki madžarski pisatelj Sándor Márai, ki se je vzel na stoično tradicijo, so mu bili veliki zgled, ta žlahtna filozofska tradicija je bil vsekako zadržanega sloga, je v svoji knjigi Zeli za dušo in telo piše prav o tem, kako praznovati, kaj pomeni, to so take knjiga preprostih nasvetov za duha, kako živeti praktično to življenje, še iz časov, ko ni bilo priročnikov za samopomoč, pa pravi, ko pa v življenju napoči praznik, se pravi, ko se ta večni krog vračanja enakega prekine s prazničnim ritmom, takrat ga pa praznuj na polno. Se mu posveti, ampak ne zanemaj tudi te duhovne. Ampak je zanimivo, da vi ste mi postavili vprašanje, kako ga praznovati. Danes živimo v času navodil priročnikov, virtualnih in vizualnih. Prvi taki priročniki so prišli v veljavo po drugi svetovni vojni. Kako praznuje, recimo, za vsak praznik je imela prejšnja družbena ureditev posebno knjižico, sestavljali so jih zelo ugledni predstavniki takratne družbe, recimo med njimi Josip Vidmar, kako praznovati Prešernov dan in tako naprej. In je bilo navedeno vse, odgovor, kakšen je bo govor, kakšna je bo dekoracija dvorane in tako naprej, skratka. Takrat smo začeli živeti v nekem svetu navodil in to se tudi danes dogaja. Kupiš avto, dobiš navodilo, kako boš želim delati in seveda avto je tudi del vsakdanjika in praznika, tako kot je praznik tudi del celotnega življenjskega cikla. Ampak resnici na ljubo, ena navodila pa zmeraj iščemo okoli vsakega Martinova, to so pa recepti. Kakšen dober recept, kako speči gost, da bo imela zlato skorjico, kako jo nadevati s kostanji, kako narediti popolno rdeče zelje. S čim jo nadevati, če jo nadevaš. Tako da mogoče v tem smislu se nam prizanese in je prav, da sprašujemo za navodila, da poiščemo kakšne dobre recepte, zato ker zdaj včasih nove realnosti, vi ste omenili skupinsko, skupnostno praznovanje in individualno, družinsko. Žal v teh časih, kot se nam obetajo tudi prihodnjih nekaj tednov, se bo spet izkazalo, da bo moglo biti Martinovo doma, v domačem družinskem krogu, iz solidarnosti, iz varnosti, iz zdravstvenih razlogov. Pozivamo tudi vse, ki naj jo gledajo, da si doma pripravijo lepo, prijetno Martinovo. Tako je. In zanimivo je to, da nabor jedi ni kdo ve kaj velika. To se mi zdi tudi zelo dobro. Manj je več. In mislim, včasih novinarji sprašujejo, a je še kakšna druga taka značilna jed za Martinova? Pravim, ne. To je nabor tistih jedi, ki so se podedovale, če tako rečem, iz bolj odmaknjenih obdobij zgodovinskega razvoja
in konec. Ne. Jasno pa, da gost lahko pripravimo na več načinov, raco prav tako. Ne bom nikoli pozabil prve race, ki sem jo jedel v Franciji v pomarančni omaki in tako naprej. To so krasne zadeve. In spet se pokaže, kaj je to, kar ste sama že malo prej omenila, da z vsemi temi koronami in drugimi epidemijami, ki nam še grozijo, da bomo našli en del, bi rekel, svojega miru in ustvarjalne koncentracije lahko tudi z ustvarjalnostjo za to, da pripravimo pestro praznično mizo. To je bila lepa misel, s katero se bom jaz zdaj seveda zahvalila profesorju Bogataju. Če bi bil ta pogovor v živo, bi rekla, je še kako vprašanje v publiki. Absolutno, izvolite, profesor. Veste, kaj se opravičujem, to je bilo nevljudno zdaj, ampak vse. Z veseljem. Pozabil sem na nekaj upozoriti. Na Martinovo so v Sloveniji v nekaterih območjih hodili otroci tudi voščiti dobro letino. To je ena stara navada, ki ima seveda več stvari za razložiti. Bom skušal biti zelo kratek. Ko so voščali, so jim gospodinje spekle hlebčke kruha, tako kot na Valentinovo ali pa na Gregorjevo tiste ptičke testene. In seveda druga stvar, te hlebčki so se imenovali martinčki ali pa kržeji tudi. In druga stvar, ki je pa pri tem obdarovanju zanimiva, je pa ta, kako je bila že bolj odmaknjena slovenska družba dobrodelna. Se tukaj je šlo za dobrodelnost, se niso vsi hlebcev pekli, pekli so jih samo tisti, ki so imeli dovolj moke in ki so bili ekonomsko dovolj stabilni, da so si to lahko privoščili. Nabirati pa niso hodili iz bogatih družin otroci naokrog in voščati, ampak iz revnih družin. In tukaj vidimo, da smo pri tem uvodu v mrzlo dolgo zimsko obdobje, ko narava počiva, ko iz narave ne moramo nič vzeti. In takrat je družba poskrbela, da so se vsi na nek način preživeli skozi te zimske mesece. In teh hlebčkov seveda otroci niso takoj pojedli, ampak so jih posušili in kakšno borno kravo so pa imeli, da so potem tisto mleko zavreli in namakali vsako jutro hlebček kruha v vanj. Se pravi, tudi ta solidarnostni element tega praznika. To je, ker danes podarjajo čeke za dobrodelnost, take povečane in tako naprej. Ampak to se mi zdi, to je najbolj žlahtna oblika dobrodelnosti, ki ni značilna samo za Martinovo, ker podobne hlebčke so podarjali otrokom tudi na dan pred dnevom spomina na mrtve ali vse svete. Se pravi, spet vidimo, da je to pač to obdobje zimskega časa in se te stvari zelo podvajajo recimo na različne dneve. Ta primarni vzgib deljenja hrane, ta najbolj osnovna gesta človeške dobrodelnosti. Danes sicer se to deljenje prenaša potem v virtualni svet, ljudje tudi na družabnih omrežjih najrajši delijo hrano, ampak to pa ima spet druge konotacije. Vsekako ne pozabimo, da bo tudi večina, da se vrnemo še k temu konkretni splati praznika, večina gosi, ki bodo na slovenskih mizah, bo verjetno gagala po Madžarsko, so pač priletela Madžarska, je tu velika producentka, veliko vina, ki bo popitega, bo slovenskega, jaz upam, da bo tudi na Madžarskem si pilo slovensko vino, v Sloveniji tudi madžarsko, da bo še tu prišlo do praktične kulturne izmenjave. Jaz se vam zahvaljujem, veliko stvari ste nam povedali o Martinovem prazniku, tudi o življenju tega svetnika. Jaz se zahvaljujem Madžarskemu kulturnemu centru in vsem pobudnikom tega pogovora na začetku, ki sem jih tudi omenila, vsem, ki ste nas spremljali, ki nas mogoče gledate, in vam želim vsem Martinovo obogateno z vsemi dimenzijami, ki nam jih je zdaj pripravil in osvetlil profesor dr. Janez Bogataj. Ja, še jaz povem stavek za zaključek, ena kitica ljudske pesmi prav: počakaj me mina do svetega Martina, še kravce popasem, pol te bom pa vzel. To pesem bi lahko interpretirali zdaj malo drugače.
počakaj me mina do svetega Martina, še tretji odmerek dobim, potem bom pa vzel. Hvala, moj Martin tudi malo navihan. Ja, v glavnem, mislim, da je zdaj čas, da našim gledalcem tudi nazdravijo in tudi nama dvema. Nazdravljamo, veselo Martinovanje.